Omenil sem že, da najna glavna, kako ne rečem, tisti privlek v Črnolukno je bil anime merch. Kdaj se je v bistvu prav zares začel kot del inventure v Črni luknji? Je bilo to že preden si bil ti lastnik ali šele potem, ko si prevzel? In kako je potem dejansko vplivalo na celotno prodajo, če kakorkoli? Se je karkoli spremenil? Verjetno se je malo spremenil persona potrošnika, ne? Ker se je dobil ljudi, ki jih zanimajo samo anime, samo mange, samo pač ta merch. Koliko časa po odprtju ste potem dodali anime in kako je potem pol to vplivalo na tisto začetno prodajo? Če sem odkrit, se čisto točno ne spomnim, ampak bilo je, bom rekel, okrog 2006 to, takrat enkrat, a ne, možno je, ne spomnim se čisto točen, vsekakor, a ne, ali smo že prevzeli trgovino ali je bilo mogoče že prej, ampak vsekakor sem jaz to, je bila moja pobuda, da se je to začela, ne. Ker pač je bilo nekako povezano, ne, po drugi strani je pa sem imel jaz oseben interes, ne, na tem, ne. Razmišljam sem, je mogoče na to vplivali tudi, ker vi ste že, ko so bile novoletke velike 50-100 ljudi, že takrat ste bili nekako vključeni v te konvencije, ne, ko sploh leta 2009, ja. Zares skupnost še ni obstajala, anime skupnost, ne, in vi ste že takrat prodajali na konvencijah, ko je bilo, ne vem, če že ne v Kiberpipi, ampak sigurno pa potem, ko so bili v takih knjižnicah, mladinskih centrih in podobno. Sam v Kiberpipi se spomnim, Črne luknje, tam sem postre kupoval. Ampak hočem reči, ljudi je bilo mogoče 50-100, ne? Je mogoče bi tudi to eno nekaj, kar bi te prepričalo, da na konvencijah vidim, da je neko popraševanje, neka prodaja in mogoče, če to dodamo v inventuro, bi se pač našel nov klientel, ali je bilo glih obratno, želim dodati zato, da dobimo te ljudi tudi v našo fizično trgovino? Ne, v bistvu rekel bi, da ni bilo povezano, ne. Mislim, da se je to vzporedno zgodilo, ne. Na nek način. Mi smo pač ta merch imeli in te novoletke so rasle, a ne, in je pa se enkrat to pobandalo, ne. Čeprav sem jaz že prej. Čisto organsko, ni bilo nobene iniciative iz neke specifične strani, da pridite k nam prodajati ali pa da bomo prišli k nam prodajati. Se li tudi jaz študiram, se v bistvu, mi sva že bila že predtem že v kontaktu, oziroma v kontaktu. Se ne vem, da je točno, se v bistvu praktično spoznala, ampak že pred novoletkami sva bila nekako na vezi, zato ker 2008 je v bistvu v Sločanu, ali 2009 je bilo Sločano celo spletna trgovina Njan Shop, ker sem v bistvu jaz delal z artikli iz Črne luknje. To je že 2009, se pravi, že preden so bile praktično novoletke javne, mislim, javno ustanovo. A je bila v Medvodah, kdaj? Prva v Medvodah, ja. To smo mi bili, ne, takrat se spomnim, smo imeli eno 50x50 mizico smo imeli tam in smo prišli kot tako, a ne, kot pogledati, a ne. Ampak ker te novoletke so bile tako, bom rekel, društvene, a ne, društvene srečanje na nek način, takrat na začetku. Ja, čisto od začetku so bile itak v Kiberpipih so bile samo zaprta skupnost, ki je imela Anime Slovenija, ne. Pa nekaj smo imeli tudi v bistvu sami, ampak je bilo pač malo čisto ločena zadeva. V bistvu je bilo kot praznovanje, kot novoletno združenje. Tako, to je bilo prvo mišljeno, ne. In pa smo bili pač, in v Kiberpipi so bile, se je vrtela, ne, to, ker so se anime, so se projecirali. Anime, AMV, ja, gore na platno. Kako je že bilo to se imenovali? Anime music video, to AMV. Ne, ko je bilo tako vsak petek ali tako, pa so bile projekcije. To je pa možno pa nekaj drugega potem še bilo. Možno, da so... Je bilo tako celo noč je bilo. Ja, mislim, Kiberpipa je bil pač tak mladinski center. Mislim, se možno, da so imeli Anime Slovenija še kakšne posebne te projekcije. Pač ta ljubljanska skupnost bilo je Anime Slovenija, se mi zdi, da je bila v zadnji. Mislim, pač ljudje, ko so bili vpleteni. Ja, pa so in je pač nekdo to in tako je bil v bistvu moj stik. Moja so se midva tudi čez to nekako spoznala. Ne mogoče zdaj čez te projekcije, ampak čez te ljudi, ki so bili vpleteni. Možno, ja.
Da lahko kdaj Lil Dragon dobimo, da poveže to zgodbo. Celota, kaj se sploh dogaja v Kiberpipi. Jaz se spomnim iz tvojih videov, ko si snemal tiste stare, ko dobesedno potato quality videe, in je Jure na tistem videu. Ti si bil med voda, ker si bila ta prva javna novoletka, ki je bila pač za public. Ti si celo bil napovedovalc tega videa in si govoril, in se je to črna luknja. Ta video je star tako 17-18 let. Ful zanimivo. No. To je bil moj prvi konvenčen. Ampak ful zanimivo, ker si tako videl, kako je imel Jure tako različne inventuro, figure. Mislim, ni bilo 50x50, tiste je bilo že precej velika miza, tako vsaj 2 metra široka miza, ker ste že imeli precej anime figur pa anime mrče na splošno. Ampak pač zanimivo, koliko hiter se je vse razvilo. Naenkrat črna luknja obstaja, na konvenciji je in zdaj ima tako pol trgovine samo anime. Ali pač ne vem, ali smo mi začeli, ali so že študenti prej hodili, ampak se mi zdi, da novoletka pa takrat bil boom, črna luknja kar naenkrat skupaj, so se izvedlo tako v sklo anime skupnosti. Šele z novoletko. Ne vem, kaj ste vi delali za marketing recimo. Se pravim, to je bilo, ta pot je bila dolga v bistvu, med vsemi temi dogodki, vsakim je 10 let, ali pa 5, ampak takrat so bili mi smo to začeli imeti in pa so bili poskusi, kako zdaj to upeljati. In tukaj glavni problem je to, ker je bilo toliko interesov, toliko različnih je bilo želja, teh animejev je bilo ogromen in vsak je imel svojega favorita. In zdaj recimo je tega mrča ful več, kaj ga je bilo takrat. In takrat nisi mogel dobiti kar za karkoli. Sploh pa za te, kar sem rekel, odrasle animeje niti ni bilo, bilo je pač za Naruto. Za šonene, to, kar pač popularne. Pač je 3 Bleach, Naruto, One Piece, to je bilo vedno dosti mrča. Z mojega stališča je to šrot. Vem, jaz sem pogrumal osebo, da se to tukaj upam reči. Moje srce. Sam je razlika, jaz sem bil takrat toliko starejši in tudi sem že videl. Jaz sem gledal Voltron, pa Principessa Zafiro je bilo, pa je bilo italijanska, sploh ne vem kako je. Moja sestra, ki je mlajša, je pa Sailor Moon gledala. Ampak to je vse kasneje. Sailor Moon se je že končal, to, kar se mi pogovarjamo. Ti si iz onih Gundam in tam nekje 80, 90 anime. Mislim, so roboti, če ni robotov, koga zanima. 80 so bila tako renesansa meke, potem kar naenkrat zamrlo in potem so samo šoneni in supermoči in te shoujo, kakor je Sailor Moon, Magical Girls, veliko tega je bilo. To se je pa začelo iz tega. Ampak prej so pa bili te in je bilo drugačen koncept je bil, to težko mogoče zdaj opisati, ampak tudi te roboti, takrat si imel Transformers, pa te japonske risanke, in te japonske risanke so bile čist drug koncept, te Transformerji so pač vse je po istem konceptu narejeno, te japonske so imele pa tak epske zgodbe, ki so se raztezale čez cele sezone. Pustimo to, da vse so bile še vseeno otroške, ali pa Voltron se izmeri sestavil iz unih levov. Ampak, koliko ti levi pa se sestavijo, koliko je to tako na nek način drugače, kot tam nek avto, ki se... A so te slučajno te nek animeji navdušili potem nad fiziko? Zaradi tega šel študirati fiziko. Če je bila to simbioza, zanimala ga je fizika in zato ga je zanimal tak koncept. Bolj tako, okej.